Ni bilo vedno enostavno, vendar mislim, da smo uspeli predvsem po osamosvojitvi Evropi in seveda tudi svetu povedati, kje Portorož je. Z izgradnjo infrastrukturnih objektov in seveda hotelskih kapacitet je Portorož postal pomemben igralec v turistični ponudbi Slovenije. Zato je bilo potrebno pristopiti profesionalno k promociji. To nalogo je prevzela lokalna turistična organizacija, Turistično združenje Portorož. V hotelih Palace smo se odločili, da poskušamo najti termalno vodo, za kar smo riskirali enomesečno plačo takratnega obdobja in našli termalno vodo, s katero je bila potem osnova za izgradnje novega termalnega kompleksa, ki je bil osnova za poslovanje turizma 365 dni v letu. Avditorij je leta 1972 zgradila igralnica kot zaokrožitev ponudbe novozgrajenega Portoroža. Bil je prvi kongresni center celo v Jugoslaviji, prirejal je mednarodne kongrese, pa tudi domače, festivale. Dobrodošli v divja 80. leta. Ta teden imamo prav lepe zabave, od surprise partija do izbire Miss Mister. Potem imamo karneval tematski, poletni in seveda koncerte klasične glasbe za tiste, ki ne marajo hrupa. Portorož živi 24 ur, ja, to je bil naš moto. Vse to je ostajalo ljudem v spominu in zato so se vračali v Portorož. Soline so srčica portoroškega razvoja, turističnega razvoja, zaradi danosti, ki jih ima, to je slanica, blato in seveda sol. To je treba negovati in še naprej sodelovati. Piran je mesto izjemne lepote, ki jo dejansko zaznamuje bogata sakralna kulturna dediščina, ki je žal bila zadnje desetletja malce prezrta. V zadnjih letih pa se v župniji Piran trudimo, da jo vzdržujemo in tudi ozaveščamo javnost. In če bomo skupno skrbeli za ta lesk tega dragulja, bo lahko svetil tudi v prihodnjih stoletjih. Il nostro paesaggio offre una natura bellissima tra mare e collina e una ricchezza, un bagaglio culturale, architettonico, storico, meraviglioso. Lokalne sestavine in zgodba so neko osnovno vodilo v naši restavraciji in moji osebni filozofiji. In bom rekel, če nimamo neke zgodovinske osnove, ne moremo danes graditi na neki prihodnosti, tako da sem vesel, da živim v takem kraju in da lahko skupaj gradimo nekaj več, nekaj boljšega. No, Portorož je šel skozi več faz razvoja. Zagotovo je najbolj pomembna odkritev naravnih zdravilnih faktorjev solinskega blata in slanice. Drugi tak pomemben korak je bila postavitev Grand Hotela Palace leta 1910. Tretji pomemben korak pa je bila obnova in postavitev današnjega Portoroža po drugi svetovni vojni, Portorož arhitekta Mihevca. Portorož ima zelo dolgo turistično tradicijo, je izredno lep kraj, izjemno lokacijo, je poln izkušenj, doživel je pravzaprav vse, kar je potrebno v turizmu. Zato je tako pomembno, da poiščemo, kaj želimo in kaj lahko iz tega kraja potegnemo. Hotelirstvo je pomembna panoga, ki je v preteklosti pomembno vplivala na razvoj dogodkov. Kar smo se naučili na destinacije Piranom Portoroža je to, da je hotelirstvo najbolj uspešno in najbolj izrazito takrat, ko z njim aktivno upravljajo domačini. Vloga turizma ni zgolj v zagotavljanju nastanitve, temveč v povezovanju lokalnih zgodb z globalnimi trendi, s čimer destinacija pridobi dodani vrednosti, večji konkurenčnosti in trajnostni rasti. Hotel Metropol je bil od nekdaj simbol portoroške gostoljubnosti. Prizadevamo si, da bomo tudi v bodoče združevali tradicijo in sodobnost.
s posodabljanjem obstoječe ponudbe in razvojem novih vsebin. Teh zgodb ne more nadomestiti noben stroj, ne umetna inteligenca, ker je še vedno v turizmu pomemben človek, ki prenaša svoje emocije, okuse, doživetja tistemu, ki bo prišel v naše okolje. Smo dobili eno izjemno dediščino, ki jo moramo spoštovati, negovati in pa seveda razvijati naprej. In mislim, da to, kar zdaj vsi deležniki na destinaciji počnemo, da gremo v pravo smer in da bo ime Portorož še dolga leta sinonim za kakovostni turizem. 140 let turizma v Portorožu je res zavidljiva obletnica in veseli nas, da smo od leta 1910 tudi sami prisotni in sooblikujemo zgodbo. Verjamemo tudi v nadaljnji uspeh destinacije in veselimo se sodelovanja še naslednjih 140 let. V občini Piran turizem že 140 let predstavlja temelj razvoja. Gre za gospodarsko panogo, ki ustvarja največ delovnih mest, krepi moč naše skupnosti, predvsem pa ohranja prepoznavnost turistične destinacije Pirana v celem svetu. Zato je občina Piran zmeraj stala za turizmom in tako bo tudi v prihodnosti. Naša vizija je, da Portorož postane vodilna destinacija dobrega počutja na severnem Jadranu oziroma v Istri, kar pomeni nadaljevanje kakovostnega in trajnostnega turizma celo leto. Ta trajnostni in kakovostni turizem pa pomeni tudi dobro počutje za naše obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Dragi Portorož, vse dobro v prihodnjih letih.